Danes je torek, 11. oktober 2011 in smo v stanovanju prijazne Mire Kosen-Borštnik, ki nas je toplo sprejela na svojem domu. To je na Blueberry Hill v Kirtlandu v Clevelandu. Tukaj smo z namenom, da bomo se srečali z Slovenci, ki so zaradi komunizma morali zapustiti svojo domovino in so si tukaj ustvarili nove domove, svoje družine, in bomo nekako skušali zabeležiti tudi njihove spomine na otroštvo, ki so ga še mnogi preživeli v domovini, potem pa na težke vojne čase, na preseljevanje in pa potem na to, kako so tukaj živeli. In danes je z menoj Mirina sestra, Pavli Dolinar Adamič, pa bo povedala mogoče na začetku v nekaj besedah o vaši družini, odkot prihajate, koliko vas je bilo otrok, par besed o mami, o očetu, mogoče tudi s čim se je vaša družina preživljala, kako je bilo pred vojno, kako je bilo pri vas, potem pa lahko preidemo kar na vojni čas. Mogoče pa na začetek res, da sama sebe pa vašo družino. Mi smo živeli v Sodrascu, nas je bilo 4 otroci. Ata je bil, kako se reče že, cesta. Mama je bila pa doma, Gospodinja. Gospodinja, ja. Smo imeli majhno kmetijo, predvsej za to zadelati, tako da smo imeli, 5 let smo imeli deklo, tako da, ker ata ni bilo dosti doma, Kmalu je bila vojska, ja, in so začeli bombardirati Italijani. Tone, ta mlajši brat, je bil 2 meseca star, ker smo bežali vsak v drugo sosedno hišo, ki so imeli cementiran klet. Se še spomnim, ki je mama kar letela, zavila ga v koperdeko, pa smo leteli, ata pa nas držal. No, in malo po tistem, sem že rdeča, malo po tistem smo pa šli tudi mi kar k maminim staršem, to je bilo pol ure Jelovc, in smo tam bili, ker našo hišo so pa požgali pol malo, to je bilo 42 leta. Sem na kaj? 6 let stara. Rojeni ste, kjerga leta? 35. Ja. Kaj pa ostali bratje pa sestre? So le majhni, ali smo bili vse pri mam, pri star mam, pa star mat. A vi ste najstarejša v družini? Jaz sem pa najstarejša, ja. Potem so pa za vami še, lahko je kar po imenu, pa... Rada, Mira, Tone. 3 punce en fant. 3 punce en fant, ja. Ja. In katerega leta je bil Tone rojen? Tone je bil 42 leta, zdaj. Je bil čist mečken, ki smo bežali, no, zjutraj, to je bil vsak jutro skoraj. Ja. No in potem smo šli v Jelovci in potem smo bili malo bližje prišli, ker so mamine starše naredile hišo sinu, maminem bratu, za toto, in je bila prazna in mi smo potem tam živeli. Ja, on je bil tudi pri domu Brance. No. Kdo vam je pa hišo zažgal? Italijani. 42 leta. Ja. So prišli iz Svetega Gregorja dol. V Sodrascu, naša hiša je ta prva gorela. Smo imeli nov skedenj in štalo. 5 let staro je bil 6 let, ja. No, in kaj je pol naprej? Ja, pol smo pa mi tam živeli. V šolo sem hodila samo 1 let v ta pravo šolo. Potem so pa partizan požgal. Potem smo pa hodili v šolo po gostilnah občine, ker je bila velika soba, tam smo hodili, tam je bila šola, Ja.
kaj še. A se začetka vojne kaj spomnite? Prav čist. Ja, doskrat, ko smo šli v Maš, pa smo šli domov, pa je bila med tem časom borba, pa so ležali tukaj tam. Ali so bili z Nemce, pa partizane, ali, zmeraj je bilo nekaj. In mi smo bili le kakor 4, četrt ure iz Sodra se ven, nismo bili prav trdni. Bil na njivah bil, pa je tam eden doskrat mrtev bil, tam eden. Ja, res vse to spomnim. To se pravi, Sodrašca je bila pod Italijani? Italijani, ja. Pa so pol pa, parkrat pa Nemce prišli skozi tudi, ko so razbijali, nas, ja. Kakšne pa imate spomine na Italijane? Kako je bilo? Nič fajn. Zato, ker so našata je znal italijansko. In je bil za tolmača, ja. In partizane so bili, veste, Italijane so bili po dneve z nami, po noč pa s partizana, ne. Pa našata je to tudi vedel in zato je bežal, ker bi ga bili pospravljali, ne, partizani, ja, ker je preveč vedel. In so, to je rekla mama, to je bilo njeno najtežje, je bila poklicana, ki je bil en Oznovc, da nekje pride, kenke, to je bilo pri Ivance, se je rekla žičnica, tam so bili delavci, polni delavci in ona je mogla iti kaj. Ni vedela, na kaj, zakaj, ampak bila je tisto pismo, da mora iti kaj. In tam je on jo nagovarjal, da naj Atu piše, Ata je bil takrat v Avstriji, v Logarju, da naj pride domov. Pa kaj, če bo dobil enak 7 let zapora, je rekel, a ne. Mama je pa rekla, tukaj imate naslov, pa mu pišite. Jaz mu pisala, tega ne bom. Ampak kaj je bilo polno delavcev tam okrog, ona pa sama, majhna ženska, suha, ki je, naprimer, smo se prišli še, je imela 97 funtov, poje se morate misliti, koliko je bila, in to je bila zmerno. To je bilo zajno, je rekla, najtežje ponos. Kaj se morate misliti, kam, zakaj je mogla iti to nekaj, zakaj tiste čas so jo preganjala, ne. Ali pa naprimer, ko so bili še na karti, se je dajalo, trgovina. Je mene zbudila v petek, zjutraj sem šla v vrsto, ali bo za sladkor, za moko, eno bil posebej. Pa me je poslala, pa sem jaz na vrsto prišla, ter me pa Ata pošle. Tako je bilo zmeraj. Pol me je enkrat ena prodajalka, ki me je tako dobro poznala, iskrat so sladkor dajali. Je pa videla, ne, pa rekla, meni prišla Pavli, kar sem, kar je ostan, pa mehno počati. Mi je dala. Nekaj? Nekaj, ja. Cukra? Cukra, ja, da sem ne. Ker ni bilo, nismo imeli, Ja, ali pa za meso glih tako. Tiskrat sem pa jokala. Še zdaj se vidim. Sem prišla na vrsto, pa je rekel, je začel tisto nekaj tam. Je bil smen kakšen oznamec pri Pudenu. Vsaka trgovina, ne. On pa prodajalc je pa rekel, je bil pa Ata v Žlahtrovcu. To punčko pa kar na mir pusti. Kaj? Pavlika tukaj pet me je poznala, ne. Je rekel, se te druzi in dobro. Kaj vas je v zaščito vzel? Ja. 12 let stara, 11, ja, kaj tacga.
In 11. ste bili brez očeta in ste verjetno, vam je bilo težko? Seveda, Tako? ja. Mama zaupala, ne, Ja. da bom prinesla kaj. Ja, pa sem prinesla. Ja. A je bil oče pri domobrancih oziroma pri stražarjih? Je bil samo en cajt, samo mora biti 2 meseca pa pol tacega, da je bil pri domobrance. Ni bil. V Sodražci je bila kakšna postojanka? No, sem prišli so. Aha, ni bila prav... No, Ribence so bili. Ate je bil Ribenca let. Jaz sem sama šla doskrat v Ribenco, sem hrano nosila, ker ni bil varen doma. Ja. Kjerga leta je bil v Ribenci? Čakaj, 44, 43, kaj tacega, ja. In v Sodražci ne partizani, ne domobranci oziroma stražarji niso imeli kakšne postojanke? So imeli. Aha. Metno stran, v ena cerkve so bile, gor na sedlu se je rekla. Ampak ne dosta, ne dolgo so bile. Pri nas ni bilo dosta domobrancev. Je bilo pa vendar, je bil bolj na okrog Turjaka ali pa bolj v Ribence, tako, tam so bili. Pa je kdo kakšno nasilje izvajal? Se vi kaj spomnite, da so partizani kakšno nasilje ali pa pritiske na ljudi ali pa karkoli? Seveda, vse sorte je bilo. Naprimer, mamo so preganjali zaradi, da ne pride volit, jo je prišel policaj, a ne. Jaz sem bila tam, pa ni bilo volilnice, ni bilo mojega imena. Ja, pa moraš iti. Dvakrat je šla. Sem tukaj, da so jo zezali, da so jo preganjali. Ja. In kako je bilo takrat, ko se je vojna končala? Kako se tih dogodkov spomnite? Kdaj je šel oče, pa kako se je odločil, da bo šel na Koroško? On je šel glih 6 dni, je bilo vendar pred... Čakaj, on je šel 6. maja od doma. A je šel s kakšno skupino? Ja. Sam je šel do Svetega Gregorja, poslušajte pa. Ja. Pa je mami pa otrokom kaj povedal? Ali... Ja, je bil od doma šel. Aha. Zdaj mu je še mama vse pripravljeno. Ja. A je bilo kaj govora, da bi šli vi z njim? Ne. Ne, da bi jaz vedela. Ja. In potem ste ga v bistvu takrat videli? Ja. Potem pa do Amerike Do Amerike, ja, 12. Pa ste kaj vedeli, kam je šel, kako je z njim? Ne dolgo, ampak polej, ki je bil v Avstriji, ne. Ja. Je malo pisal. Ja. In on je zmeram razglednice pisal, pa prav lep dopis je mu, prav lepo je pisal, drobno. Tako da je on napisal glih toliko v razglednico, kot če bi v pismo. Ja. In tako niso cenzurirali, so tam so imeli. Vse, ko so videli. Ja, na ta način. Pa kaj veste, kje je bil, po katerih krajih? Mislite v Avstriji, špital na Grav. Špital je bil. Najprej na Vetrinju, potem pa... Ja. In vi ste domov pisma dobivali, vi ste pa potem družine pa tudi njemu pisali. Ja, mama. 2-krat na teden sigurno. A ja? Ja. Pa je kar pošta prihajala sem pa tja? Ja, časov, ki je več naenkrat, a ne? Ja. Ker niso morda če prebrali, pa so zadržvali. No, dobila pa smo. Kako ste se pa vi v tem času preživljali doma? Kako je bilo z šolanjem? Kaj ste otroci? Šola se je pa zastojn. Učiteljice so kar tako učile. Kaj s tem, kar? Mama je skrbela za kmetijo. Ja, mama je skrbela, jaz sem mogla delati, ta starejša, desna roka, a ne? Ja. In smo se kar, doskrat ni bilo drugega kakor koruzo, krompirja je tudi včasih zmanjkalo do drugega, ne?
Pa so bili sosedje še bolj slabi, kot mi, ker so bili bolj kajžari okrog nas. Vem, ki doskrat rekla, kar k nam pride, ampak žlico prinesite sabo. Ja. Ja. A pa ste si želeli v kakšne šole, ali ste vedeli, da ni izbire? Jaz ne, Ja. ne, ampak jaz bi se da rada šivati učila, pa ni bilo za pri nas, zato ker ja, ata bil tam, ne. Nas niso radi imeli. Potem pa sem pa mogla iti delati v, kako se že reče, tisto zadrugo, no. Kmetijska zadruga, ali Ja, konfekcija. ne konfekcija, kako se je pa že reklo. Ki so, na primer, zemljo vzeli tistem, ki so bežali. Kakor v ene kolhoze. Kolhoz. Aha. Ja, aha. ja. Tam sem delala, mislim, da je bilo 2 poletja. Ja. Potem pa, ko sem ta drugo poletje, je pa teta videla, ki je prišla se Zagreba na počitnice. Je pa rekla, no, je rekla, to pa ne bom gledala. Če bom le kaj mogla, bom dobila v Zagrebu, se boš pa tam učila. No, in tako sem šla v Zagreb, 15 let stara se učila. A ja? Ja. Kaj ste pa delali na teh posestvih, kolhozih? Kaj ste tam delali? Kopal, sadil, kopal, ja. Glih tako, kakor na kmetijah. Seno, grable smo, vse tako. Obdelovali? Obdelovali, ja. Pa ste dobili kaj plačano? To je pa spet, ja. Ne, jaz ne. Zato so rekli, je pa stanovanje plačano, ko ste v stricevem, vsi ste v hiše in hiša je zaplenjena. Ker je bil tudi domobranca, ne. Ja. No, tako da, jaz nisem nič dobila. Jaz sem delala, da smo lahko živeli v hiši. Kaj pa ostali otroci? Mira je bila 4 leta, prestar mam. Aha. Ja, ki je bila stara 4 leta ali 3, nekaj tacega. Mira rada se je pa zmeraj bolj mame držala. To ne bil pa majhen, ja, pa priden. Smo bili pridne, mam pomagala. Ja, no, smo se kaj. Še nekaj hočem povedati. Ker sem se Zagreba domov prišla, sem mislila, da bom prišla mesec prej domov, pa nisem. Sem se zadržala. Je rekla sestrična, veš kaj, jaz imam kaj za narediti, pa daj zdaj narediti, prej greš domov, a ne. No, in to je bil en mesec. Doma je pa prišlo pismo iz sodnije ali od milice, ne vem, da se mora mi zagovarjati, ker da šušmaram. Mene pa še doma ni bilo. A ne? Oni so že imeli pripravljeno? Ja. Vi ste bili pa še dol? Ja, me še doma ni bilo. In potem ste dol šolo delali, ali kako? Se učili? Ne, jaz se učila, ja. Tu je bilo tako 3 leta, ne, narediš, dvajenčko. Dopolne delaš, popolne pa v šolo. Aha. Ja, tako je bilo tam, no. In ste pa tudi bili tam, potisem, ko ste končali, ste prišli nazaj domov? Ja, jaz sem bila doma. In nisem dosti delala, ker sem se bala, ja, šušmarstva, ne. Ampak preden smo šli, so me spet, da šušmaram, in je pa rekla mama, da ne bi bilo kaj narobe, kar ti bodimo pa plače. Ker lahko nam kaj nagajajo za jed od doma. Ja. Od doma pa tudi malo ne bi šla, če ne bi bila slišala od moje tete, nečakinje, to je od Atoga brata žena. Nečakinje, ona je na občini delala in ona je slišala, da je rekel Matiča, ne se kar mislijo, da bodo kam šla. Če jo ne bodo 3, ne gredo kamer, Adamičeva. Je bil pa opoldne glih, ona je to slišala, ne pa rekla,
jaz grem kar k tete na južno, zmeraj me vabi. Je pa šla na južno k tete, a ne, k tetanice, je prišla kaj pa reka, teta, takoj k tete Pavle. Aha. Moja mama je bila Pavla. Ja. Ja. Pa recite, naj gre prav presna kolupa hitro na občino. Aha. In tako je bilo. Teta je šla kar po logeh, ne po ceste, Aha. zato da jo niso videla, ne, Da gre, ja. Super. Ja. 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 In tako, da je bilo brez problema. Ja. Pa vam je oče iz Amerike pol pisal, kdaj, kjerga leta je on oče šel v Ameriko? zrihtal. Oče je šel 49. Do takrat je bil v špitalu, potem je pa šel. Ja. Mhm. On je vse tukaj zrihtal. Smo šli s prvim razredom v ladjo. Krasno ladjo, s krasno sobe smo imeli vse lepo, no. Resno lepo. Čeprav nismo hoteli jeti. A ja ne? No. Kje pa? Mlade, ne? Vse tri. Ja. To je sreča, da smo bili vse tri skupaj, ne? Tam in se, pa to ne tudi, ja. Da smo, kako bi rekla, skupaj jokale, skupaj smijale. Ja. Ja. A ste kaj pogrešali očeta? No, saj se navadiš. Pa tudi, ker smo živeli, pole je Vic, to je mamin brat, ki smo na njegovo hiše, je prišel domov z Avstrije. On je bil boljši oče, kakor kdorkoli. Da je skrbel potem. Da je skrbel za nas, ja. Smo skupaj delali, ne, ja. No, je bil zelo dober za nas. Ni imel svoje družine? Ne, on se je poročal, ne, prej smo šli. Aha. Ja, tako da smo ga pustili doma poročenega in se je prvi otrok rodil. Glih tisto noč, ko smo mi šli. A res? Ja. Aha. In to se pravi, vi ste se potem odločili, da greste sem, Ja. mama je pa sigurno želela očeta videti, moža. Verjetno, ja. Je bilo dolg čas. Ja. Mora biti toliko Še to prvo. hočem povedati od Mire. Ona misli, da to ni. Meni je pa to sama tista učiteljica pravila. Jaz sem ji včasih kaj zašila. To mi je kneba smela, ne. Kaj mi je pravila. Mira ni dobila štipendije. In bila je pa skozi odličnakinja v šoli. Za naučiteljišče. In so sprosile dve ta starejše, ta učiteljica pa še ena druga, da je polagala izpit. Si Mira misli, da je to moral vsak narediti ta izpit Ja. pred komisijo. Pa ni bilo. Mira je mogla zaradi tega, ker so te učiteljice hotele, da je komisija slišala, da zna, da ona je dolžna dobiti štipendijo. No ja, in pol jo pa dobila, Aha. da je šla na učiteljišče. Tako. In je še tam delala šola? Ona je bila let samo, pol smo pa šli. Pa ste pa šli? Ja. Ampak vendar, to so taki primeri, Ja. ker tudi če si bil dober, nisi bil dober, a ne? Ja. Pa ste kdaj občutili po vojni, ko ste bile brez očeta, da so vas na stran, da je tako? Je bilo to čutiti? Nekterkrat. Od koga? Od Domačih tudi? tudi od domačih. Ja. Ja, ampak najbolj pa tiste, ki so bile, no, Razni oznovci in tako. Milica, a ne, ja. So vas tudi sprašvali, kje je oče, kaj je? Ja. Ali pa sem bila tercijalka, ne, Aha. ker sem šla v cerkev. Ja, a ne, ker sem na punca že, pol so se še obrvane lepo. Ja. Ampak tu pa je bila naša mama, Seglih je rekla, moramo biti malo z njime tudi. Da nas ne bodo samo dol devali, a ne. Da je imela eno modrost. Je imela, ja. Eno pamet, da je Ja. treba. Ja, treba malo tako, no. Ja. In kako se vam je zdel
ko ste sem prišli? Groza. A ja? Ojoj. Kaj s tem? Tako je bilo, je bilo fajn, ampak privaditi se z očetom tudi, ne samo privaditi se kraju. Mi smo bile živahne doma, ne? Nas smo pele zmeram, pri nas je zmeram pelo, ne? Ali kar se bode. Mi smo pa prišli sem, ki je oče živel z enim moškim, Čampa se je pisal, sosodra se tudi starejši človek, bolan, jo pa je bilo treba merkati. Je bil bata pa nervozen, če smo bili kaj. Ali pa tudi smo bili taki, smo šli min, pa smo se skomocili, da jedo kako so mladina, ne? Ja. A ta ni mogel to videti, ne? Ja. Ali pa, jaz sem šla ta prva na ples, me je vprašal eden. Pa je bil starejši človek. Okej. Ata je bil vesel, da sem šla z njim, ker ga je poznal, je bil z Ribence doma. Ampak je bil starejši, 20-22 let. Meni to ni bilo všeč, seveda, pa sem šla vse gled. Potem sem šla pa z mojim možem naslednje. Je pa on vprašal, pa ni mora, ne. A ja. Ne. Ampak soseda je bila od tega Čampata, da smo bili hčerka. Je pa rekla, veš to, ne? Ti se pusti otroke, zdaj so pa velike. Se moraš prevaditi. Tako da je ona doskrat pomagala, da se nismo kaj kregali. Ja. Očetu je bilo verjetno tudi toliko časa vas ni videl in vas ni On je spremljal. mislil, da bomo punčke prišli. Ja. Ja. Aha. To je nisem pri nas bilo. To je bilo drugje še hujše kot pri nas. Aha. Kula, ki so prišli po tolikem času. Da je bilo treba, da je kar trajalo, da se je ta družina spet nazaj prvatila. To vzame čas. Ja. Vi ste rekli, da ste bili ena prvih družin, ki naj bi Tito dovolil. A ste potrebovali kakšne posebne papirje? Ja, seveda, ampak smo dobili, ne vem, glih ta punca, ki je povedala zaradi nečakinja od moje tete, ne. Ona nam je malo pomagala, ona je delala na občine, tipkala, take stvari. Drugače bi imeli pa velike zapreke, glih ne. Zaradi naše domačije sem šla jaz v Kočevje, na Vsodnijo, kako pustiti, kako mi smo hoteli ulicu pustiti, a ne. In so mi povedali, kako narediti, in jaz sem povedala mami. Smo to naredili, ampak tisto ni nič veljalo. Ko smo prišli v Ameriko, je bilo že pismo čakalo, da je vse zaplenjeno. Ja. So vse pobrali. A ste kdaj uspeli dobiti potem? Ne, je pa ata neki kukor predal. Nekaj ga je nekdo nekaj lawyer, advokat. In je nekaj so ga nagovorili vande, tako da je kukor predal, ampak ni dobil skoraj nič. Nič, no, tako rekoč. To, gde ne moramo, zaradi tistega, ne moramo nič narediti. Edino ena parcela, tu je gor v hribu, proti gor, se reče Vabovka. Tam pa ni bilo, da ni bilo od nobenega, je bilo še zmeraj na naše ime. In tako smo poleg naše sestrične tisto, da ona rihta. Svojega doma nimate več? No. To je bilo. Smo rekli, se bomo zdaj prišli. Ja, kam bomo pa prišli? Poleg domov. Zemljo so vzela, ne?
Moramo tukaj ostati. Ja. Hiše nimamo. Ja. Žlahta. Ja. A je oče imel tukaj že kakšno zaposlitev, ki je prišel, je že imel, tako da... On je delal. Ja. Ste potem lahko živeli z tega? Ni služil veliko, ampak je kar dober. Je skozi delo. Je bil priden, ja. Ja, ja. In jaz smo dobili, predstav tretji teden smo dobili delo. Tudi Mira bi bila dobila, je bila že sprejeta v fabrike zašivati. Ampak so rekli, 3 pri hiši je zadost socialna, ne? Zadost delavcev. Ona je bila 16 let stara, tako mora reči v šolo. Ker tukaj se mora do 18. leta v šolo. In kako je Tone se potem tukaj šel? Tone je šel v našo faro, ta prvo šolo. Mira je šla pa k Svetem vid. Je pa eno poznanstvo od potomata. So bile punčke tukaj stare, kukor Mira. Pa so jo vzeli tam v šolo in je hodila tam. Samo ker je bilo angleščina, tam je šla. Pošla pa v Notre Dame High School. Ja, ki je bila poleta tam. Ja, pa že drug let High School. Nekaj tansko. Se bo ona povedala. In potem ste si tukaj vi počasi ustvarili svojo družino. Ja, 57 jaz sem se poročila. Imam 3 otroke. So Slovence. In ste pogrešali domovino, ko ste bili tukaj? Ja, od kraja pol se pa navadiš. Ja. Pol se pa navadiš, da ne bi šla nazaj. Pravzaprav še tako je bilo, ker sem na prvič, jaz se skoraj nisem mogla videti. Kar nekako sem mislila, da so vse hipokriti. Da so me ven vrgli, tako rekoč, izobčili. Res. Pa veliko ima take občutke. Ker ne bi bilo tisto pismo doma, ker ne bi tisto pismo dobila, ne, da je zaplenjeno vse. Vse je človek še pozabil, ampak tu pa vidiš, da te ne omarajo. A ne? Ja, tako je. Kaj češ? Nimaš nič več. Ja. To je res prekine se, Prekine se, ja. In nimaš kaj tam delati, moraš se tukaj vživati. Tudi če nečeš. Pa se kar. Ste se potem tukaj kaj družili s slovensko skupnostjo? Prec. Aha. Moj mož nas je zapeljal pred Korotanu. In tam smo bili poli skozi vse 3. In brat je zrastel. Brat je bil 12 let, ki sem prišel. 12, nekaj tanci. Ja. Kdaj ste se pa vrnili prvič v Slovenijo po tistem času? 81. Aha, to se pravi, po 30 letih skoraj. Ja. Ste bili prvič nazaj. No, 26. 26, tako je, Ja. 55. Ja, ja. Tudi se skoraj tam. A ja? Ja, smo šli. Ampak nismo peli nič doma. V Avstriji, Italiji. Aha. Ja, da smo imeli koncerte. Pa nič. V Sloveniji nismo, kdo je hotel iti sam na svoje. Tiskaj sem šla za 6 dni domov. Ja. Pol pa spet 97 sem šla z otrocmi za slovensko šolo. Od Marije v Nebovzete. In da pa 5, kako se reče. 2005. Ja, za memorijo, kako bi Ja, spominsko. Jih tako spet skoraj tam. Ampak jaz pojem pri Mariju v Nebovzete na koru. In to je, bi rekla, moje
poslanstvu ali tako, se najdete najbolj. Najbolj, ja. Ker mama je bila tudi, mama je doma bila 28 let. Ja. In potem sta mama in oče tukaj pokopana oba. Ja. Kako pa družine se še tudi srečujete, vaša? Tudi smo, Tone in otroci, da ne gredo tukaj med Slovenci. Ja. On na dva gresta, ker ona je Prekmurka, žena je Prekmurka. In pa tudi 15 let stara sem prišla. Ja. Mi smo bili pa vse se prikoro tam najdu, vse 3 punce. Smo vse tam se nekako. Ja. In poročili. Mira, zdaj smo s Pavli že veliko lepega slišali, pa tudi težkega o vaši družini, kako je bilo med vojno nekaj besed, pa potem kako je oče šel v Avstrijo, od tam v Ameriko in kako je vaša družina potem z mamo in 4 otroki za njim prišla. Zdaj bi pa rada slišala mogoče še tvojo zgodbo ali pa kako si ti to doživljala recimo kot otrok, kaj se spominjaš, pa potem čisto občutja, kako se ti je zdelo, če ti je bilo kdaj hudo, če ti je bilo česa strah, kako si očeta pogrešala, pa mogoče tudi kakšne dogodke take. Najbolj sem bila prizadeta, ker so me oddali k starim staršem. To ne morem pozabiti. Tega absolutno ne morem pozabiti, ker če ne bi bilo vojne, ste se to ne bi zgodila, ne? Ampak mama je imela 4 otroke, ne? In sama je mogla vse vzdrževati. In jaz sem bila baje prijazen otroček. In sem se zelo lepo imela v Jelovcu. Sem kilometer proč. Čakaj, oprost, mene bili rajše. Ampak jo je mama rabila. Ampak sem mogla biti pri mami. Ona je že lahko delala, jaz sem bila pa 3 leta stara, ko sem šla od doma. In najbolj traumatično je za mene to, tam sem bila okrog 5 let in sem se popolnoma odtujila. Popolnoma nisem čutila do mame nič kot tujka, pa sem mimo hodila. Pa nas ni hotla. Nič, jaz sem se vživela v Jelovcu tam in tudi še v poznih letih mi je zmeri to na misel hodil, zakaj sem jaz mogla iti od doma, ker kadar sem enkrat domov prišla, mi je bilo tako hudo, je bilo spet traumatično za mene, ker stric me je poslal na počitnice, ker so pričakovali prvega otroka. In sem rekla, ja pa gremo, ne. Pa so mislili, da bom nazaj prišla, ker bi me rabili, da bi otroka pazila, ne. Jaz sem se pa doma tako prvadila, tako je bilo luštno doma. On pa mimo hodil, zato ker je mogel iti mimo naše hiše v Sodražco, kamor je, ne. In vem, da sem se šla zmeri skrit, ker sem se bala, da me bo nazaj hotel. Čeprav me je rad imel in smo se, to je bil popolnoma lep položaj, ampak posebej zdaj, ko nazaj premišljam, ne, da nisem do mame čutila, pa kaj je mogla mama misliti, ne, ko sem šla mimo, pa sem bila tujka, ne, Sta obe trpeli, znam ured. Si ne morem predstavljati. Ja, jaz glih tako. Vse to omenjam tudi, da sem čutila tisto odgovornost, da sem strica razočarala pri 9, 10 letih, ne. To otrok čuti, ne. Radi so me imeli, zdaj me pa hotla, ne, in pa nisem v pomoč. To je bilo najhujše za mene. Ker druge stvari, otrok se toliko ne spominja, mislim, kar se tiče vojne. Take posledice imajo več Je tudi rekel, da te bo v šolo? No, stric me je učil. No, če boš šla v šolo, da te bo v šolo. Sploh, vse so me radi imeli, staroče. To je ona bila kraljica. Sem ga oboževala, ja. Ampak tale slučaj, ne, mama tle, jaz pa nobenega čuta, nič, nisem čutila ene povezanosti. Povezanosti, no.
Ne, glih tisti čas sem mogla od doma in da nisem. In kdaj si se vrnila potem domov v družini svoji? Okrog 12 let sem bila stara. 10, 12, saj sama točno ne vem. Mende se bila 10. Ampak Takrat že ni bilo več očeta. No, še niti 10, ne, 9. ne, oče je, to je bilo 48 leta, ampak jaz sem pa je že med vojsko šla v Jelovec. Ja. Ker partizani so mojo teto odvlekli in je bilo dolg čas staršem, ne. Tako da sem družbo delala, oba strica sta bila pa v Avstriji, sta bežala z drugimi begunci takrat. Ampak ta stric je pol kmalu nazaj prišel, ker je bil gospodar, ne, je bil namenjen, da prevzame. Potem se je pa poročil, potem so pa otroka pričakovali. Je pa ni bilo več. Ja, sem jih pa razočarala. Smo jo pa mi pa držali. Na očeta potem imaš zelo malo spominov. Nič. Jaz pa moj brat se sploh ne spominjava, zato ker oče že med vojno ni bil dosti doma. To se pravi, če sem bila 2-3 leta stara, če se je mogoče včasih prikazal na hitro. To se spomnim, da smo šli enkrat v Ribenco, ki je oče bil tam, pa je bilo bolj varno tam, ne vem. In smo se šli cepiti, ali zakaj smo šli, nekaj takega je bilo. Cepiti smo se šli. Ampak ne, da bo obrisi imela njegov, samo spomnim se, da smo šli. In oče je bil v Ribnici na Postojanki. Ja. Je bil kukar soldaška občina, ker soldaš se niso upala biti. So bili pa vse preselili v Ribnico. Razne papirje. Ja si omenila, da smo imeli Postojanko v naš hiš, partizansko. O ja, ti sem pa, no, ja. Mi smo kar mogli, so prišli pa smo kar mogli jim Da dati si od sobe. strica povedala, No, Lojzeta. no. Ja. Kar povejte, ja, kako je bilo v vaši hiši ta Postojanka? Ja. To se pravi, ste... Stric Lojza je bil, Atov brat, je bil partizan, kapetan, so se klicali, pri kapetanovih. Mi smo videli. Ja, pa kapetan je bil pred vojsko, Ja, pol je bil major. pol je bil major pred partizane. In so enostavno zasedli prostore, ne, družina, mi smo pa pristranske sobce imeli nekako. In pretil je, da ne? Mami je pretil, ja, da čakaj tu že, če to ne tam. Če oče nazaj ne pride. Ja, da bo bil v Bogu nekaj tacega. Ne? Ja, potem tisto pismo, pa tisto je bilo druga. Ti sem povedala. Ampak enostavno, ne, smo bili v eni družini, Ja. dve strani. In oče je prav zaradi tega, tudi ga v tem času ga ni bilo doma, ne? Ampak je bil na Postojanki v Ribenci. To je bil pred... No, je tudi na železnic delal, na Ljubljana Trst, to vem. 2 meseca vende. Ne vem kdaj, ampak v glavnem doma ni bil. No, ja. Med vojsko, to je bilo. Ja. Pred razpadom. On je pa bil cestar, tako da so ga ljudje vsi poznali. Ja. In je bil pa zapisan kmalu za izdajalca. Baje zato, vsaj jaz tako sklepam, ker je, naprimer, partizani so izzivali, pa koga kakšne Italijane napadlo, je en padel, pa so prišli potalce v tisto okolico, ne, in so jih nabrali. Moj oče je znal italijansko. In so pej to, ne pej pomagata, ne, ti znaš, se boš lahko zmenil, reš našega, ne. To je očitno bil, zato je mogel jeti. Pa to ni bilo samo takrat, to je bilo doskrat, ki je mogel jeti noter med Italijani, eno da je. In tako je bil okupatorjev Ampak prijatelj, tiskrat so imeli- delal za okupatorje, no. Tiskrat so imeli 3 kamione moške, na kamionih naložene. In ki je Ata prišel, da je začel nima govoriti. In da jih je
ne vem, 20 sta šla naprej, en pa ne. Nekaj tacega je bilo, ali glih narobe. Veliko moških Je bilo rešeno, je ali bilo ne? rešenih. Ja, Na ta način, ki je pomagal. ja, da je Za mi- pomagal na mislim, ta da- način, ja. Ja. Mira, kako je bilo pa s tvojim mladimi leti, ali pa bom rekla potem, ko je oče odšel v Ameriko, kako si občutila, ali si imela možnost šolanja, si imela možnost, ali si čutila kakšno... V osnovni šoli pravzaprav nisem čutila dost, razen šla sem pa na učiteljišče tisti in sem imela ponavljalni izpit v Novem mestu. Ne vem, Pavli pravi, da so zato dali za ponavljati, ker sem bila zapisana, ker so mislili, da bom odletela tako. Potem pa sta se dve učiteljici potegnili za mene. In sem ga šla delati in fajn naredila. Mislim, zlezla sem, ne vem, se to tudi opišem v spominih. En spis smo mogli napisati, prosti spis. In sem se zbrala, sem rekla, bom že nekaj takega napisala, da bodo rade brala, ne. Kako je bil moj stric med partizani ali nekako in kako so okupatorji ujeli, no še to se, ja, kot pas, kar tako, kot da bi pas naredili v gozdu, z vejam pokrili, pa da so okupatorji ujeli noter. Tako fajn domišljijo sem imela. Zgleda, da me je tisto povleklo. Sem šla za en let pol v Novo mesto, pa smo šli pa naprej. Ampak, da mora biti otrok vmešan v takele psihološko, a ne? Čist, ja. Take stvari, ne. Kakšen je bil pa potem spomin na pot v Ameriko, pa na prihod tukaj sem? Si omenila Andreja Dorija. Na Andreja Dorija smo prišli pluli, ja. En let za tam. Je utonila v New Yorku. To je bila velika, krasna ladja. No in smo prišli sem in seveda, jaz sem prvič videla pa to, da te dve sta malo poznale. In je pa bilo prvo leto kar mučno, mislim, težko privaditi se. Mi smo bili mladina od 13 do 20, ne, 4. Razigrana, ne. Ata pa 10 let sam. Tako da je precej časa vzel, da sem... Ja, sem še ata, da se je klical. So vas komunisti čisto pokvarili so vas. Pa tudi begunci, to mogoče niste slišali, nekako nam niso zaupali, ker smo bili pokvarjeni od komunizma. To se pravi, tam so nas komunisti šimfali, izrabljali, izzivali na vse načine, ker mi smo bili edini begunci, kar se je spomnil našemu koncu. So lahko vsi izzivali so nas. Smo pa sem prišli pa spet. Ja, tle pa spet nismo pašali. Je vzel kar nekaj let. Ja. In še danes oba moja moža razumeta našo zgodbo. Mislim, da ni bilo lahko, ker smo bili zatirani zaradi begunca očeta, ne. Ne mislijo, da je bilo kaj narobe tam, ne. Ne sprejmejo, samo če je bil v lagerju, je nekaj pomenil. Mi smo bili tako rekoč pokvarjeni od komunizma. Najprej smo bili tam pokvarjeni, so nas tam pogledali. Ja, pol pa še tle nismo bili predsprejeti. In še danes, jaz skoraj garantiram, da imaš kakšen begunske pogleda tale urnik. Pa zakaj pa te? Saj te niso bili v lagerju. Zakaj so te na seznamu? Samo niso trpeli. Ker ne smatrajo, da smo mi trpeli. Ja. Saj,
Ampak jaz mislim, glede na to... Ker nas ni toliko, ne. Aha. Je bilo, bi rekla, okrog 20 družin, ki smo pozneje prišli. Je težko si predstavljati, zato ker vsak svojo zgodbo pozna, ne. In tako je. Ja, ampak se to je popolnoma odraz tudi vojne in povojnega časa, kako ste mogli prvič Vpliv brez vojne. očeta, potem brez mame recimo. To je vse bila posledica tega. Če bi bila vojna, bi bila vaša družina popolnoma Ja, normalno, ja, v normalnih ja, razmerah živela in to je vse posledica in to je še nov dokaz, kako... Poleg tega pa smo imeli opravka z zemljo, z domačijo. Ne vem, najprej smo hišo zgubili, so jo Italijani bombardirali, No, požgal. požgali. No, bomba je pala na štabo, okej. Ja, pa začel govoriti. Smo se preselili tle k stricu in na drug konc Sodražice. In no, potem so nam komunisti zemljo vzeli. Potem je oče poskusil, on je šel do advokatu, da je plačeval na kočevsko okrajno sodišče se pritožiti. Na dan, ko smo prišli v Ameriko, nas je čakal odlog, si povedala, ja. In potem je ata dvakrat poskusil v Kočevju in ni nič bilo. Potem je bilo pa 67. leta, je pa prišla ena pogodba med Jugoslavijo in Ameriko, da tisti, ki so državljani, lahko dobijo odškodnino za tisto, kar so jim komunisti vzeli. In smo verjetno mi malo očeta nagovorili, dajte se, komunisti so za zmeri tam, se vidite, zato ker smo bili čisto črpani čustveno, Zemlja je to pomenila, pa zmer je bilo zavrnjeno. No in smo dobili nekaj. In kar naenkrat je pa v skladu zmanjkalo denarja, Jugoslavija ni več nazaj, ni več v sklad dajala, da bi odplačevali. In je še tišlo po vod. No pol pa, ki je postala Slovenija neodvisna, so vsi začeli vlagati, smo pa še mi poskusili. In je bilo dvakrat zavrnjeno v Kočevju. To se pravi, in mama je s tem umrla, njej je bila zemlja vse, zato ker nas je vzredila, brez tiste zemljice ne bi zdržali. In kaj sem hotela reči, to je še zmeri bolečina, zato ker, je Jugoslavija nam je vzela, a nam je zakonito vzela, pa so nam odvrnili še pol v Kočevju po neodvisnosti. To je še zmeri malo bolečine, zato ker se mi zdi krivica, če je Slovenija prevzela vse odgovornosti od Beograda, za svoj. Mora na en način rešiti ali pa tudi obžalovanje ene vrste, zato ker mi smo grozno trpeli zaradi tega. Mama, pa gremo bratranca obiskati, pa gremo mimo 3 hiš, ki so na našem sadovnjaku. Boleče. Kakor sem rekla, ta prvič, ko sem šla, se skoraj nisem hotela videti v Sodražici. Ja, lažje je, da ga videti v Sodražici. Ja, ja. Drugič je bil še zmeren, bil tako. Tretjič pa že kar bil prosta. No, je še danes. In glih tole, Ne prav prosta, ne, ampak ko smo šli leta 2005, ja. je bilo tako upanje. No ja, zdaj bomo pa spet v domovini in bomo sprejeti tako. Ampak se ne moreš povrniti.
Meni se zdi, da če enkrat greš, da ne Od doma od doma, nisi več. več, seveda se odtujiš itak, ker se življenje drugje začne, ne, in se vživiš tam, ampak Nisi sprejet. nisi tle nisi popolnoma Ja. sprejet, čeprav vem, da sem, ampak jaz sem Slovenka, jaz ljubim domovino. Če pa tam greš, pa tudi to je, če se pogovarjaš, nikdar ne veš točno, kaj lahko rečeš, še zmeri. En slučaj, 2005, glih takrat, ko smo šli na komemoracijo, pa smo bili presestrični in se čisto dobro razumemo, ampak imajo otroke, ki so 20 do 30 let starane. In je fant povabil svojega prijatelja, ki harmoniko igra, in so ogenj naredili pred hišo in začne peti. Pa ob tihem jezeru v samoti, nikdar ne bom pozabila. Mlad partizan molče stoji, na prsih mladega partizana, pa mlado dekle mirno spi. Krasna melodija, vse smo jo peli in mi je bila zmeri všeč melodija, ampak mladina se sploh ni zavedala. Mene je pa tako zagrabilo, zato ker veš, zakaj smo prišli, zato da smo se spominjali teh 12,000, kar pač, pa še tiste med vojno, ne. In mi smo se vživeli v to, jaz nisem mogla prenesti, malo smo rekli, tako smo utrujeni. Vsej niso vedeli zakaj, ampak zbodlo je.